Lepo pozdravljeni. Tole je tretji del tretjega predavanja iz NMR spektroskopije. V tem predavanju smo se spoznali z nekaterimi pulznimi zaporedi, elementi pulznih zaporedi, kot je recimo spin echo, in s temi orodji, ki jih zdaj poznamo, vzbujanje računa in določevanje relaksacijskih časov in tako naprej, lahko lotimo metode, ki se imenuje polarizacijski transfer. Osnovna ideja te metode je, da želimo večjo razliko populacije bolj občutljivih jeder, kot je recimo proton, prenesti na manj občutljiva jedra. Da bomo razumeli, si poglejmo energijski diagram za dva spina, ki sta skalarno sklopljena. Imamo 4 stanja, alfa je energijsko najbolj ugodno, lahko vzbudimo jedro in pridemo v stanje alfa-beta, lahko vzbudimo I, imamo stanje beta-alfa, če vzbudimo obe, imamo energijsko manj ugodno stanje beta-beta. S temi krogci schematsko ponazarjamo, da je presežek populacije v osnovnem nivoju malo višji, kot v teh vmesnih ali pa v najvišjem. In schematsko prikazujemo, da je razlika vedno 2 kroglici. Ta razlika v populacijah določa intenziteto signala. Za jedro I bomo v spektru opazili duplet, intenziteta črte 1,3 je enaka intenziteti črte 2,4. In prav tako za jedro S opazimo duplet, podoben razmislek o intenzitetah. Zdaj pa naredimo majhen eksperiment, nasitimo prehod 1,3. To pomeni, smo že videli, dovajamo en selektivni puls, dovajamo energijo na ta prehod, se pravi na to črto, razlika v populacijah izniči in tega signala v spektru ne bo več. Tisto, kar nas pa zdaj zanima, je pa, kaj se zgodi s populacijami, z razliko v populacijah S jedra, z tistega jedra, ki je z njim sklopljen. Vidimo, da je prehod 1,2, ki je razlika v populacijah zdaj eno kroglico, se pravi, se je intenziteta te črte se je razpolovila, prehod 3,4 pa ima zdaj razliko 3. Se pravi, vidimo, da se je intenziteta povečala za 50%. To pomeni, da že s selektivnim nasečevanjem posameznega prehoda v dvospinskem sistemu sklopljenih jeder lahko vplivamo intenziteto na eno jedro, s tem, da saturiramo drugo. Temu rečemo v literaturi selective population transfer. Na drug način je pa, da v podobnem, če ne rečem enakem spinskem sistemu, na jedro I uporabimo selektivni 180-stopinjski puls. To bo povzročilo inverzijo tega prehoda. Prehod 1,3 bo imel negativno intenziteto, drugi 2,4 ostane enak, se pravi, dobimo takle duplet v antifazi. Zdaj seveda bolj nas pa zanima, kaj se zgodi s prehodi za jedri. Za jedro S vidimo prehod 1,2 nima razlike v populacijah, se pravi, tega signalčka v spektru ne bo, medtem ko prehod 3,4 ima pa razliko v populacijah 4 kroglice. Se pravi, se je njegova intenziteta podvojila. Se pravi, s tem postopkom selektivne inverzije populacij, SPI, podvojimo intenziteto jedra S, samo tako, da smo invertirali prehode sklopljenega partnerja. V navajah se bomo pogledali, nekaj komentarček, na vajah si bomo pogledali te kroglice, ki so mogoče izgledajo zelo enostavne, da tudi če se lotimo malo bolj rigoroznega postopka, da to drži. Se pravi, če zdaj to naše znanje prevedemo na sklopljen par proton-ogljik C13, imamo spet energijski diagram 4 stanj, ki ga zdaj že dobro poznamo. Prehodi za protone od alfa do beta so energijsko reda 4-krat večji. Tudi, se pravi, to ponazarjamo s kroglicami, prehodi preko ogljika
pa imajo tle dve kroglice razlike. To bomo začeli, da manj občutljivo jedro, v tem primeru C13, seveda gre za dublet. Spomnimo, 13C jedro je izklopljeno s 1H, ki je direktno vezan in čuti njegova alfa in beta stanja. Tako smo razložili, da dobimo dublet. Jedro S, v tem primeru proton, ima 4-krat više intenzitete in je seveda to dublet. Razdalja med črtama je sklopitvena konstanta. Zdaj pa naredimo podobno, kot smo prej. Nasipimo enega od prehodov s proton, v tem primeru je to prehod 1,2. Razliko v populaciji ni, v spektru ne bo razlike, seveda tisto, kar nas zanima, je pa, kaj se zgodi s prehodi manj občutljivega jedra C13. In posebej zanimivo je, da se je razlika v populaciji za prehod 2,4 iz 2 povečala na 6 prehodov. Se pa ta linija se je potrojila. Medtem ko pa linija 1,3, pa vidimo, da se ni spremenila, ima pa negativen preznak. Se pa takle postopek enostavne saturacije enega od prehodov povzroči povečane intenzitete manj občutljivega jedra. Že iz prejšnje razlage lahko hitro ugotovimo, da bo inverzija pri tem še bolj efektivna, še bolj učinkovita. Če invertiramo prehod 1,2, pride do inverzije populacij. Sprememba recimo za nivo 2,4 je pa prej od 2, je zdaj šlo na 10 kroglic in seveda manj občutljivo jedro ima bistveno jače intenzitete. Za primerjavo je tukaj narisano originalno stanje, ko nismo uporabili tega postopka. Lahko si mislimo, da takle postopek bi odlično deloval, seveda pa pridemo do težav, ker nimamo v spektru samo v protonskem samo en dublet in v ogljikovem samo drug dublet, ampak bolj komplicirane molekule imajo več atomov in seveda želimo polarizijski transfer izvesti vse protone. Obstaja pa še ena zanimiva lastnost takega sistema, namreč predpostavili smo v tej uravnavi, da sta C13 in 1H skalarno sklopljena, se pravi, ko selektivno invertiramo 180-stopinjskim pulzom prehod protona, vzbudimo ogljik in pustimo, da se nekaj časa razvije, seveda v tem času bo prišlo do razvoja skalarne sklopitve ogljikova, seveda na dva vektorja, na hitrejši in počasnejši, in to rezultira v dublet. V tem času med akvizicijo pa prehode protonov nasičujemo, zato da v spektru ne dobimo dubletov, ampak singletne linije. Spomnite se, da to prispeva k temu, da intenziteta signala večja, se pravi razmerje signala proti šumu je občutno večje. Prav, če dobimo razvoj v antifazo, bomo dobili takle dublet. Seveda, če razklapljamo v času akvizicije, se bo ta dublet rezultiral v eno samo črto in navzven izgleda, da se je intenziteta zmanjšala, ker želimo tle pokazati, da magnetizacija C13, ki smo jo vzbudili, se v ravnini XY prihaja do njene evolucije zaradi sklopitvene konstante. Te stvari dobro delujejo, zdaj pa bi želeli imeti metodo, s katero bi lahko vse protone invertirali, neselektivno, s trdimi pulzi, in upamo, da bo to vplivalo na pojačanje intenzitete vseh resonanc C13. Pa si poglejmo, kaj naredi takle element v pulzni sekvenci. Se pravi 90-stopinjski puls, zamik, pa drug 90-stopinjski puls. Tale čas vmes, zamik, delay, bomo pa nastavili 1 za 2 Hz. Se pravi, po prvem pulzu imamo magnetizacijo, v tem primeru vzdolž osi Y, zanima nas sklopitev tega jedra z sklopljenim partnerjem, beta in alfa, in če tale zamik nastavimo 1 za 2 J, bomo prišli v takole stanje. Se pravi, magnetizacija beta se bo oddaljil od alfa, ker je hitrejši,
Tokrat smo opazovalca postavili na spin alfa, razvoj je 180 stopinj. Zdaj smo v pulzne zaporedju v tej točki. Potem pa uporabimo 90-stopinjski pulz in magnetizacijo protona prevrnemo, vzdolž osi Z. Imamo beta in alfa stanje, to, kar bi bilo na začetku. Razen, da je dejansko zdaj prišlo do inverzije. Govorimo o protonu, spomnite se, zunanje magnetno polje je usmerjeno vzdolž osi Z, ampak naši alfa spini so zdaj vzdolž minus Z. Beta pa plus Z. Se pravi, smo dejansko invertirali vse prehode za proton. Podobno lahko naredimo na hitro pogledano zelo podoben element, samo da imamo tale puls vzdolž osi Y. Po fazah pulzov bomo še govorili nadaljevanje. Se pravi, s tem elementom 90 zamik 90, s tem, da smo zamik nastavili na neko vrednost, ki ustreza sklopitveni konstanti z manj občutljivim jedrom ogljikom, lahko dosežemo inverzijo populacije. Se pravi, če zdaj to sestavimo, se pravi, imamo pulzni sekvenci 90 zamik 90, tle je TD seveda nastavljen, ker sta dva, vmes pa uporabimo 180-stopinjski pulze. Na protone in ogljikove. Zakaj? Zato, ker seveda po vzbujanju protona poteka tudi evolucija kemijskega premika, ki pa jo želimo refokusirati. Trenutno nas zanima samo, se pravi, inverzija zaradi sklopitve z C13 jedri. Se pravi, če smo v tej točki vzbudili protonsko magnetizacijo in dovolili, da se razvije, se pravi, smo dobili razvoj magnetizacije, porabimo 180-stopinjska pulza tako na protonu kot ogljiku, se pravi, na protonu, če gledamo vzdolž tele osi, prevržemo vektorje pred osi, preko osi Y, v tem primeru 180-stopinskim pulzom na ogljiku, pa zamenjamo še sklopljena partnerja. Se pravi, tak je bil v bistvu bil alfa, če bi bil samo 180-stopinski puls na protonu, postane beta. S tem pa seveda se vektorja ne refokusirata, ampak se naprej podaljujeta. Se pravi, smo po temle času pred 90-stopinskim pulzom, ki nam bo potem dal inverzijo, se pravi, protonska magnetizacija vzdolž osi Z, smo tukaj dejansko prišli v antifazo, s tem, da smo pa s temle delom, ki ga pa že dobro poznamo, zamik 180-stopinski puls enak zamik, smo refokusirali interakcijo kemijskih premikov. Če zdaj to zložimo, vzdolž v protonskem kanalu imamo 90 zamik 90, vmes uporabimo 180-stopinski puls, ki poskrbi za refokusiranje kemijskega premika, istočasno na heterojedru uporabimo 180-stopinski puls in potem uporabimo tako imenovan read pulse. Prav, to je puls, ki bo ogljikovo magnetizacijo prekucnil v ravnino XY in sledi detekcija signala. Tale pulzna sekvenca, tako kot je narisana, ima svoje ime v literaturi, reče se INEPT. Vidimo, da je to akronim za Insensitive Nuclei Enhancement by Polarization Transfer. Ko so odkrili to metodo, je bil to velik napredek, ker je detekcija manj občutljivih jedrov zaradi povečanja občutljivosti, ravno zaradi polarizacijskega transferja, ki je tudi v imenu, detekcija C13 jeder, še posebej pa N15, postala bistveno lažja. Če zdaj malo obradimo pulzno sekvenco, tako kot jih ponavadi zapišemo, protonski kanal na vrhu, vidimo, da imamo dva 90-stopinska pulza, seznanili smo se s tem, da je takle pulzni element povzroči inverzijo protonske magnetizacije, vmes imamo 180-stopinska pulza tako na protonu kot na heterojedru, ki poskrbita za refokusiranje, se pravi spin ekoelement, refokusiranje kemijskega premika, read puls. Tukaj je narisan istočasno kot 90-stopinski puls na protonu, ker se tako v praksi tudi dela. V prejšnjih razlagah je bilo seveda bolj logično, da sta se dogodka sledila. In detektiramo signal heterojedra. Smo C13 in 15, te imamo največkrat v mislih. Če se zdaj še enkrat vprašamo,
kako pa taka pulzna sekvenca deluje. Pulzna sekvenca INEPT, ki je tukaj narisana, kaj se pa pravzaprav dogaja. Lahko ugotovimo, da 90-stopinjski puls na protonu odmakne magnetizacijo vzdolž osi Y. V času delta polovic, ki ga tukaj nastavimo z 1/4 izklopitvene konstante, pride do razvoja beta in alfa komponent. Takrat uporabimo 180-stopinjska pulza tako na protonu kot na heterojedru. Prav, prvi prevrže magnetizacijo vzdolž osi X, drugi obrne oznake sklopljenih partnerjev in enaki čas poteka razvoj magnetizacije in pridemo v antifazo. Prav, smo še vedno v ravni XY, tale dodatni 200-stopinjski puls protonsko magnetizacijo obrne vzdolž osi Z, s tem, da imamo inversijo, medtem ko pa puls na heterojedru poskrbi, da se magnetizacija iz nekega uravnoteženega stanja ali pa invertiranega stanja vzdolž osi -Z, odvisno pač od relaksacije, se pojavi vzdolž osi Y, na tem primeru se pravi ravni XY, ko podpremo tuljavca detektorja in zaznamo pre-induction decay. To je seveda izreden napredek, pričakujemo lahko, da bojo zdaj intenzitete ogljikovih signalov precej ojačane, s faktorjem +5, -3, odvisno je od tega, ali je zadnji puls vzdolž osi Y ali -Y, v tem primeru dobimo pa dublet v tej obliki. Prav, če bi zdaj sešteli ta dva, bi dobil takle dublet v antifazi. Tale del prispeva zaradi polarizacijskega transferja, se pravi ojačanje signalov, zato ker smo naredili ne selektivno, ampak inverzijo protonov in prispevek naravne magnetizacije se izniči. Tem, ko pa ta posamezni spekter pa vsebuje še prispevek naravne magnetizacije ogljika, ki seveda tudi sam prispeva magnetizacijo. Zdaj smo poskrbeli, da imamo signal izredno ojačan. Druga stvar, ki pa morda moti, je pa, da dublet na ta način jih nekako ni ekvivalenten kot v enodimenzionalnih pulse and require načinu in seveda pojavljajo se razmisli, kako pa bi se dalo to poštimati, da bi spektri izgledali na navednicah normalni. Spet do tukajle pulzno sekvenco poznamo in točno znamo razložiti, kaj deluje. Potem pa dovoljimo razvoj magnetizacije, spet zaradi sklopitve, porabimo 180-stopinjska pulza tako na protonu kot na heterojedru in enak čas za razvoj, se pa dodaten spin ekvivalent. V času akvizicije bomo razklapljali protonsko magnetizacijo, detektirali bomo heterojedro. Jasno je, da je tale čas bo odvisen od tega, kakšne vrste multiplet imamo. V praksi velja, da tale delta nastavimo na 1,7J, prav, če nekje vzamemo neko povprečno vrednost 140 Hz, bo ta delta nastavljena na 1 milisekundo. Se pravi, naš eksperiment bomo podaljšali za reda 2 milisekunde. Zakaj sem omenil multipliciteto? Če pogledamo, kaj se pa dogaja v takem elementu, spin eko, čeprav, če imamo kvarterni ogljik, da ni sklopljen s protonom, ne bo prihajalo do razvoja magnetizacije. Če gledamo CH par, seveda po določenem času 1,4J pride do razvoja dubleta, odvisno karakterističnih vrednosti, dobimo antifazo ali pa refokusiranje. Razvoj za CH2 ali CH3, ki je v bistvu kvartet, je seveda precej drugačen. To stvar si lahko pogledamo intenziteto signalov, odvisnosti od kota razvoja, sprav ogljik, kvarterni ogljik, kjer seveda ni sklopitve s protonom, ni odvisen, CH ima odvisnost po plavi krivulji, CH2 ima takole, CH3 tako odvisnost. To seveda pomeni, da glede na to, pri kakšnih karakterističnih vrednostih bomo pogledali spekter, bomo izvedeli, kakšen bo tale dodatek v INEPT-u, se pravi v refokusiranem INEPT eksperimentu, bomo ostali brez ojačanja ali bo vsi 3 plus ali pa
Pri takem razvoju bosta pa CH2+, metilne in metilske skupine pa v minus. Se pravi, tole je normalni, se pravi, inept, ki smo ga spoznali, dovolimo potem razvoj magnetizacije velika delta 2 polovic. Prav, vektor se naprej razvije, torej, če smo bili v tej antifazi, potem porabimo 180-stopinjski puls, tako na heterojedru kot na protonu. Se pravi, prevržemo magnetizacijo preko osi epsilon, istočasno zamenjamo oznake sklopljenih partnerjev, zdaj pa bo prišlo do refokusiranja. Prav, jasno je, tako smo se tudi pogovarjali o spineko, refokusiranje pomeni, kot da te interakcije ne bi bilo. Če si malo pogledamo, C13 spekter metanojske kisline, prav HC sklopitev, če gledam sklopljen, imamo takle doblet, seveda, če razklapljamo v času akvizicije, se pravi normalno Poisson decquire, se te intenzitete dveh črc skrb postavita v eno, inept plus 3 minus 5, refokusiran inept, imamo samo prispevek zaradi polarizacijskega transfera, se pravi dve črti enake intenzitete, če pa v času akvizicije še razklapljamo, pa dobimo en močen signal za ogljik, ki se je direktno vezan na proton. Prav tisto, kar nas zdaj pravzaprav zanima, je povečanje intenzitete signala v takem spektru glede na razklopljen spekter in vidimo, da je razlika kar precejšnja. In to seveda ima svoj pomen, svoje posledice. Izkaže se, da je povečanje intenzitete pri ineptu sorazmerno z razmerjami gamma. Prav, večkrat smo že poudarjali, da je razmerje gamma protona in ogljika okoli 4 in tako je tudi z intenziteta. Intenziteta signala ogljikovih spektrih bo 4-krat večja. Ta efekt je še bolj dramatičen pri dušiku 15, ko gre za 10-krat. To seveda pomeni izredno stvar. Tle z majhnim primerom ponazorimo amonijev nitrat, gledamo enako množino spektra, posneto v enakem času, se pravi posnamemo spekter in dobimo takle, tole 8-krat povečano, neverjetno bi težko se odločili, ali če zares vidimo 3 črte ali 5, zdaj, ker vemo, da gre za NK4 skupino, seveda pričakujemo 5 črt. Inept pa za po enakem času, se pravi primerno na spekter na vrhu, spekter tukaj spodaj, da seveda bistveno boljše razmerje signal šum. Ne gre, tukaj treba poudariti še to, te dva spektra, ta in ta sta bila posneta v enakem času. Poudariti je pomembno, da tukaj je pomemben tudi relaksacijski čas, ki je v primeru inepta tisti karakterističen za proton, v primeru direktne meritve pa dušika in malo k občutljivosti na enoto časa prispeva tudi, se pravi, ta pojav. Vidite, da seveda da so dramatične izboljšanja občutljivosti tudi za druga jedra, ampak to je bolj splošno. Vrnil bi se k temu, o čemer smo se pogovarjali, se pravi, da je izbor delta 2 polovic vpliva na to, kako se magnetizacija refokusira in nam odpira možnost editiranja spektra, ki smo ga že spoznali. Prav vidimo, da lahko razvijamo magnetizacijo različno, da nas je zanimivo tale, izbrati zamik tako, da bo prišlo do razvoja magnetizacije do 135 stopinj, takrat bo CH2 imela negativen preznak, metinske in pa metilne skupine pa pozitivnega. Edina navednicah težava te meritve je, da je seveda odvisna od sklopitvene konstante. Da sklopitvene konstante pa ne bojo za vse skupine enake. In prišli smo do še ene metode, inept je pomenil ogromen napredek, videli smo, da je pa imel to navednicah slabost, da smo imeli črte v plus in v minus, da je recimo editiranje samo odvisno od sklopitvene konstante in seveda to lahko predstavlja določeno težavo. Zato je sočasno bila razvita metoda DEPT, distortionless enhancement by polarization transfer, se pravi, pričakuje, da bomo za neke multiplete, kot je recimo CH2,
v spektru opazili normalen triplet, 1, 2, 1. Za metilno skupino CH3 pričakujemo kvartet, razmerje intenzitet 1, 3, 3, 1. Seveda, če razklapljamo, bo intenziteta ena sama. Ko na hitro pogledamo tole pulzno sekvenco DEPT, pravzaprav izgleda zelo podobna, kot je bila INERT. Po 90-stopinjskem pulzu protonska magnetizacija evolvira, se razvija pod vplivom sklopitvene konstante in v tej točki seveda imamo razvoj dubletov ali pač kar imamo. Potem pa uporabimo pi-puls. Tega smo uporabili v prejšnjem primeru zato, da smo refokusirali razvoj, refokusiranje v tej točki kemijskega premika. Ampak tukaj pa uporabimo 90-stopinjski puls na ogljiku. To pa vzbudi tako imenovano večkratno kvantno koherenco. Tako lahko razmišljamo, da imamo vzbojeno in protonsko magnetizacijo in ogljikovo, tako kot da bi z našimi vektorji to predstavljali z dvema paroma vektorjev, samo stanje pa eno, se pravi vzbojeno sta tako proton kot ogljik. Na samem začetku kursa smo povedali, da večkratne kvantne koherence ni možno zaznati, zaznamo lahko enojne kvantne koherence. Ta pa seveda, kako pa jo dobimo, tako da v tej pulznem sekvenci uporabimo tale kod pi, puls pi, ki bo prevedel večkratno kvantno koherenco v merljivo magnetizacijo, tako, ki bo dala to kvetuljavi. Zdaj najprej si bomo ogledali, kako pa taka DEPT, kakšne so prednosti. Tukaj imamo en monoterpen, naravno organsko spojino, brezbarvno oljno tekočino, prijeten vonj, peperminta, se uporablja v parfumeriji ali pa aromaterapiji, drugače pa toksična za podganje, odganja insekte in tako dalje. Se pravi, naravne spojine sigurno so pomembne, želimo vedeti njihovo strukturo. Če tole ogljikov spekter, vidimo območje kemijskih premikov in bi lahko vplivali. Zdaj pa nas zanima, se pravi, uporabimo DEPT z 90-stopinskim pulzom in dobimo samo metinske signale in pa pri 135 pa dobimo metilenske, metinske in metilne skupine ločene. Se pravi, to nam pomaga pri asignaciji. In zdaj tisto, kar je mogoče še enkrat treba poudariti, se pravi ta editiranje metinskih ali pa metilenskih in metilnih skupin je tukaj odvisno od pulza phi. Potem, ko je bilo pri INERT-u odvisno od delte, se pravi časa, ki smo ga pustili za razvoj magnetizacije. Se pravi, magnetizacija za CH par odvisnosti od pulza phi in vidimo, da pri 45 stopinjah so vsi trije primeri CH, CH2 in CH3+, bo imeli pozitiven signal. Če imamo 90-stopinjski puls, bo metilna nič, se pravi CH2 bo nič, samo metinska skupina bo imela pozitiven signal. Pri 135 stopinjah bo pa CH skupina v plus, CH2 v minus in CH3 v plus. In to seveda, ta meritev nam bo omogočila zelo dobro ločitev spektra. Če si pogledamo takle primer, spet enega terpena, andrografolida, je bioaktivna spojina, ki ima medicinsko uporabo, klasična medicina grenka spojina. Če želimo se vprašati, kakšna pa je njena struktura, pa posnamemo C13 spekter, pa normalen C13 spekter, pulse and require, sklopljen. In pogledamo DEPT 45, se pravi, phi je 45 stopinj, tukaj vemo, da bojo vsi trije CH, CH2 in CH3 v plus, se pravi, več ali manj dobimo enak spekter, razen karbonilov, ker karbonili so kvarterni, se pravi, sklopitve s protonom ni, teh signalov ni. Pri 90-stopinskem pulzu, se pravi, samo CH signali dajo spekter. In seveda to je velika pomoč v asignaciji. DEPT 135, se pravi, zadnji puls
135 stopinj, pa vidimo, da sta CH in metilne skupine v plus, CH2 skupine v minus. In to se izkaže kot izredno dobro orodje za asignacijo, za identifikacijo. Posebej zanimivo je seveda takrat, ko imate izohrono metilno in metilensko skupino. V navadnem spektru to zelo težko ločimo, medtem ko pa v takle depth eksperimentu pa lahko. Zatole smo mi delali z enodimenzionalnimi metodami, v nadaljevanju kursa bomo se ukvarjali s večdimenzionalnimi eksperimenti in take vrste editiranje seveda ima svoj pomen tudi v večdimenzionalni NMR spektroskopiji. Če se zdaj vrnemo na to, da smo v deptu opazili, da našim klasičnim vektorskim pristopom ne moremo več opisati magnetizacije, vzbudili smo večkratno kvantno koherenco in tudi v tem osnovnem kursu vam moram omeniti malo bolj matematično rigorozen, da ne rečem pravilen pristop. Gre za to, da smo v našem razmisleku na začetku kursa razmišljali o posameznem spinu, ki ima prosto orientacijo v odsotnosti zunanje magnetnega polja, medtem ko pa, ko je v močnem zunanjem magnetnem polju, se pravi nekaj Tesla, nekaj 10 Tesla, dan današnji, pa pride do orientacije. V normalnem vzorcu imamo seveda blizu Avogadrovega števila delcev, se pravi spinov, in se pravi govorimo o ensamblu spinov, trenutno nas zanimajo samo spini, ki imajo spinsko kvantno število 1/2. In zdaj lahko se vprašamo, kako pa bi predstavili sistem. Prav, en način bi bil, da rečemo, ja, rezultanta, tako smo mi govorili o njej, ravnotežne magnetizacije, nekako vsota posameznih prispevkov, posameznih spinov. Drug način je pa, ta je seveda praktično neizvedljiv, drug način pa, da se vprašamo, kako pa delujejo pač kot celota in govorimo o density operator, se pravi o gostotnem operatorju. Ta seveda obravnava celoten sistem kot ansambel. Zdaj, verjamem, da ste se spoznali pri strukturi atomov in molekul s Schrödingerjevo enačbo, se pravi vsi veste, da na lovno funkcijo, ki obravnava elektrone ali pa še druge stvari, deluje Hamiltonian. V NMR-ju bo Hamiltonian seveda vključeval tako pulze kot evolucijo kemijskega premika, sklopitvene konstante, mogoče tudi NOI, to smo zdaj že spoznali. Je pa, se pravi, gostotna matrika, je časovna odvisna funkcija, njene valovne, se pravi lastne vrednosti pa so rešitve Liouville-von-Neumannove enačbe, kjer seveda Hamiltonian, ki vključuje vse te interakcije, poleg tistih, ki jih poznate, bolj klasičnih, se pravi fizično premikanje, difuzija in tako naprej, kot časovno odvisno funkcijo. Zdaj, tele zveze zgleda zelo komplicirane, izkaže se pa, da lahko gostotno matriko ali pa gostotni operator razvijemo na osnovnem setu. Govorimo o kartezičnih produkt operatorjih IX, IY, IZ. Ti nam pomagajo opisati magnetizacijo, ki lahko izmerimo, se pravi observable magnetization, in vidimo efekte pulzov, bomo na ta način opisali sklopitvenih konstant, kemijskih premikov in še kaj. Potem imamo pa kompleksne enoelementne bazni set, to so pa tako imenovani rising pa lowering operators, to so pa taki, ki bojo kvantno stanje iz -1/2 dvignili recimo na +1/2. Tistega, ki pa že 1/2, pa rising operator ne bo več dvignil. To nam bo pomagalo kasneje v kursu za recimo selekcijo reda koherence. Če se malo pogledamo, mi imamo ravnotežno stanje, ki smo ga opisali z IZ, prav imamo vektor vzdolž osi Z, in če ga hočemo odkloniti iz ravnotežja, zato da bomo detektirali magnetizacijo, da bomo na detekcijski daljavi zaznali tok, bomo uporabili puls dolžine, se pravi, ki ustreza kotu alfa, vzdolž osi Y. To bo povzročilo,
da se bo nekaj magnetizacije bo vstavljala vzdolž osi Z, nekaj pa jo bo po sinusni odvisnosti se pojavi vzdolž osi X. Vidimo, da če bo alfa 90 stopinj, se pravi, bomo uporabili 90 stopinjski puls vzdolž osi Y, bo tale člen nič, se pravi, vsa magnetizacija se bo pojavila vzdolž osi X. Prav, potem pa veljajo tele zveze, se pravi, ko puls deluje na magnetizacijo vzdolž iste osi, se nič ne spremeni, lahko si ogledate tudi kaj v drugem členu. Se pravi, to je samo enostavna ponazoritev, kako operator pulza deluje na magnetizacijo vzdolž treh karakterističnih kartezičnih osi. Se pravi, potem pa seveda to puls ni edina interakcija, ki nas zanima. Imamo evolucijo kemijskega premika, ki jo takole označimo z omega IZT. Seveda dobro smo se že spoznali z interakcijo sklopitvene konstante med jedroma I1 in I2, ki pa jo pišemo na ta način. 2pi, J, I1 z I2 z čas. Se pravi, vedno seveda nastopa čas, ki je, da se pravi, nek samik v pulzne sekvence za eno komeno. Samo kot ilustracija, se pravi spet kartezični prispevki magnetizacij, interakcija kemijskega premika. Vidimo, da interakcija kemijskega premika na magnetizacijo vzdolž osi Z ne deluje. Medtem ko pa vzdolž osi X ali Y, pa se pravi imamo razvoj magnetizacije kot funkcije kosinus in sinus, omega t in seveda pomeni razvoj magnetizacije v ravnini XY, transverzalni ravnini. Če si zdaj ogledamo našo najenostavnejše pulzno zaporedje, pulse and acquire, se pravi, zbudimo in detektiramo, vemo, da po tej porabi te pulznega zaporedja, pulzne sekvence, bi dobili takle spekter, ki smo ga na skalo kemijskega premika, tle sicer narečeno kot frekvenca. Se pravi, v našem vektorskem načinu opisu bi pomenilo, da smo pred pulzom čakali, da se je vzpostavila ravnotežna magnetizacija vzdolž osi Z, 90-stopinjski puls je odklonil magnetizacijo, v tem primeru vzdolž osi X, potem pa smo v času relaksacije, vračanja magnetizacije v ravnotežju, v času T2, se pravi, na detektorskih tuljavah opazili FIT. Se pravi, v tem času seveda prihaja tudi do razvoja magnetizacije zaradi kemijskega premika, recimo v tem primeru omega T2. Se pravi, zapis v product operatorju formalizma je pa imamo IZ, porabimo 90-stopinjski puls, če je pač 90, vsa magnetizacija je po pulsu v stanju IX, potem pa poteka evolucija v času detekcije. Zaznamo prispevke IX kosinus omega T plus IY sinus omega T. In Fourier transform tega nam pove, da se dobimo karakteristične omega, ki ustrezajo jedru, ki se pač tako razvija. Zdaj samo kot ilustracijo, se pravi inept, spomnite se pulzne zaporedja, se smo ga danes, predpostavimo določene karakteristične vrednosti, ki jih že kar dobro poznamo, vemo, zakaj morajo biti take. Dodamo še to, da je A štirk B, se pravi giromagnetna razmerja protona in ogljika, se pravi razmišljamo o CH sklopljenih parih, imamo A IZ, ki je naš proton, B SZ, se pravi naš C13, ko porabimo 90-stopinjski puls, ta deluje samo na protonsko magnetizacijo, minus A I Y. Magnetizacija adres ostane enaka. V času tau poteka razvoj sklopitvene konstante. Seveda nismo niti že pogledali, kakšne so pravila, ampak dobimo takele člene. Minus A I Y kosinus J IS pi tau plus tale člen IX SZ, se pravi in ustrezne vrednosti. In to so tele tako imenovani mešani členi, ki seveda pripeljejo do tega, da se magnetizacija. Pi puls, podobno, ko smo si pogledali, kako deluje puls, moramo obravnavati ločeno pi puls na protonu in na ogljiku, se pravi jedro S. Potem v drugem času tau refokusiramo kemijski premik, spet deluje interakcija sklopitvene konstante, se pravi ta zveze postajajo bolj in bolj kompleksne, porabimo neke trigonometrične zveze, ki se jih spomnite iz osnovnih kursov matematike in na koncu vidimo, da je
pred detekcijo, v tej točki, ko smo uporabili vseh 5 pulzov, imamo v bistvu 2 člena. A2IZSY, to je antifazna koherenca na spinu S s faktorjem intenzitete spina I, to je ta del polarizacijskega transferja, pa BSY pa koherenca v fazi na spinu S. Videli ste na začetku predavanja, da je točno to, ko dobimo tisti antifazni dublet, da imamo prispevek, smo rekli, naravne magnetizacije in pa prispevek tega polarizacijskega transferja. Dvojka, naj vas ne moti, pride zaradi normalizacijskega faktorja, ki je v produkt operatorju za sklopitvene konstante. Zdaj, to je člen, pa to je izraz magnetizacije zapisana v formalizmu produkt operatorja pred detekcijo. Ta seveda se v času detekcije poteka razvoj kemijskega premika, zdaj nas predvsem zanima jedro S, se pravi C13, poteka razvoj sklopitvene konstante, ki pa seveda lahko na koncu razklapljamo ti členi in tisto, kar je, se pravi v spektru bomo opazili dublet v antifazi, te smo se danes pogovarjali, plus 5 minus 3, prispevek naravne magnetizacije, se pravi jedro S je dublet, ker je sklopljeno s protonom, in prispevek polarizacijskega transferja k tej interakciji, ki ima takole antifazno komponento. Seveda za sam izpit tole ni potrebno znati, je bolj ilustracija, da imamo tudi bolj rigorozne opise, kot smo jih spoznali zdaj. To je za danes vse, hvala.